Danes v Pomurskem dnevniku bodo v hotelu Veter namestili begunce. Skupni sprehod verskih voditeljev. Zemlja je kot modra pomaranča. Mura s prvo zmago na pripravah. Jutri bo pretežno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Prebivalce Ruš v zadnjih dneh razburja informacija, da bi lastnik tamkajšnjega hotela Veter v sodelovanju z Uradom za oskrbo in integracijo migrantov tam namestil 53 beguncev iz Ukrajine. Večinoma mamice z otroki. Domačini so prepričani, da je to šele začetek in da bodo prvim namestitvam sledili tudi prihodi ilegalnih migrantov. Po spletu je zdaj zaokrožil celo poziv za posvetovalni referendum o namestitvenem centru v Rušah. Da 53 beguncev iz Ukrajine, ki bi jih namestili v ta hotel, očitno v Rušah, ne bo doživelo dobrodošlice, je jasno že kmalu potem, ko za mnenje povprašamo mimoidoče. Sploh ne. Ne, niti malo. Tujce nima kaj pa nam iskati. Ne bi bilo preveč, da bi se stali tu sprehajali, ker je tak drugih ljudi dosta. Lastnik hotela s 150 posteljami pravi, da v ponujanju namestitev za turiste ne vidi več smisla, saj povpraševanja za to enostavno ni. Tudi zato se je že lani septembra prijavil na razpis Urada za oskrbo in integracijo migrantov. Jaz sem lastnik objekta. Kaj ima kdo s tem, če imamo uporabno dovoljenje za nastanitvene kapacitete? Vendarle je na ruški občini že prejšnji teden potekal sestanek, kjer je bila ob županji in polovici občinskih svetnikov prisotna tudi direktorica Urada za oskrbo migrantov. Informacija v zvezi z nastanitvijo oseb iz Ukrajine bo tudi na dnevnem redu četrtkove seje občinskega sveta. Županja občine Ruše Urška Repolus, ki je v pisnih odgovorih na naše vprašanja zapisala, da je prav, da se pomaga ljudem, ki so zapustili v vojni razdejane domove in poiskali zatočišče v Sloveniji. Lastnik hotela se je v zadnjih dneh soočil celo z grožnjami, da bo celotna zgradba požgana, če bo v njej namestil begunce. V tem trenutku imamo ljudi noter, imamo goste, delno imamo nekaj gostov, ki je noter. Mene je strah, da se ne bo, mi smo sicer zadevo šli včeraj prijaviti policiji, tako da je tudi prijavljeno te grožnje. Po spletu je danes zaokrožil tudi poziv za posvetovalni referendum na temo namestitvenega centra v Rušah. Na razpisu, ki ga je Urad za oskrbo migrantov zaključil septembra lani, sicer uradno še ni bil izbran nihče. Šlo pa bi izključno za namestitev državljanov Ukrajine, predvsem družin in samskih žensk z otroki. Ženske z otrokami, ja. Zdaj pridejo ženske z otrokami, pa ostalo zadaj. Tudi zato naj bi na četrtkovi seji občinskega sveta obravnavali dodatni sklep, ki bi zaščitil lokalno skupnost pred dodatnimi naselitvami ilegalnih migrantov. Ne moti me zdaj, ne vem, ene verjetno moti, ne. Mene recimo ne moti. Tudi moja država Hrvaška je bila tudi v vojni, pa so prišli v Slovenijo. Tako da z Ukrajine pravite, jaz se strinjam. A takšnih odzivov je bilo danes na ulicah Ruš le malo. Jaz hočem dati zatočišče otrokom, mamicam z otroci, ko so res v krizi, ker mogoče da ne ve, tu pa en taki opor in zaradi tega bi požigali hotel, ker ga ne rabijo v Rušah. Če bo pogodba z državo podpisana, hotel sob naslednjih 5 let ne bi oddajal več, saj bi Urad za oskrbo migrantov najel vse namestitvene kapacitete. Nekatere tradicije živijo in taka se je odvila tudi v Murski Soboti. Gre za skupni sprehod verskih voditeljev, ki ga slednji opravljajo ob pomembnih dogodkih. Soboškim voditeljem se je tokrat pridružil tudi predstavnik Srbske pravoslavne cerkve. Ekumenski sprehod, tradicija, ki izhaja iz poznih 20. in zgodnjih 30. let prejšnjega stoletja, ko so se po mestu sprehajali evangeličanski duhovnik, katoliški župnik in židovski rabin, ter s tem izkazovali odličen zgled medverskih odnosov. Ekumenski sprehod so verski voditelji še tretjič ponovili v Murski Soboti. Ta ekumenska tradicija sprehoda po Murski Soboti je stara več kot 100 let. Začeli so jo takratni židovski rabin, katoliški dekan in evangeličanski duhovnik tukaj v Murski Soboti z namenom, da bi
za svojim druženjem in pa pogovorom ter skupnim sprehodom po Murski Soboti tudi občane Murske Sobote seznanili z tem, kako pomembno je, da živimo skupaj v strpnosti, v medsebojnem spoštovanju in pa prijateljevanju. Verski voditelji so s prehodom želeli pokazati, da se kljub vsem razlikam ljudje lahko spoštujemo in živimo v sožitju. Z današnjim sprehodom želimo pokazati, da v času razhajanj, v času, ko vsak išče svoj prav in si prizadeva nekako uveljaviti svojo voljo, je še bolj pomembno kazati prave smeri sožitja med ljudmi, izgrajevanja boljših odnosov in povezovanja. Mislim, da imamo tukaj en lep vzorčen primer tudi v medsebojnih sklepanjih zakonskih zvez, in sicer med verniki različnih veroizpovedi z skupnimi bogoslužji, kar je nek precedens oziroma nek unikum tudi v našem slovenskem in tudi širšem prostoru. In to sožitje, kot dodaja škof Štumpf, morajo spoštovati tudi voditelji cerkva. Sprehod pa je požel navdušenje tudi pri predstavnikih pravoslavne cerkve. Prvič slišim za nekaj takega in me to res veseli, tako da sem še enkrat hvaležen, da sem del tega. Voditelj je pot peljala od evangeličanske cerkve v Murski Soboti proti cerkvi svetega Nikolaja. Sprehod pa so zaključili pri Binkošni cerkvi v ulici Cirila Metoda. Tovrstna sporočila, menijo vsi, je treba širiti naprej. To sporočilo bi radi dali tudi naprej, ne samo v mestu Murska Sobota, ampak tudi za celotno Slovenijo, kakor tudi seveda za celotno regijo oziroma vse povsod tam, kjer vlada zdaj sovraštvo, nemir ali vojna. Lepa gesta se sicer ponavlja ob pomembnejših dogodkih, tokrat ob tednu krščanske edinosti, ki poteka od 18. do 25. januarja. V tem času potekajo tudi za kristjane pomembni dogodki, na primer srečanja, skupna bogoslužja in molitve. Prvi Vanekov večer v letu 2024 je nosil naslov Zemlja je kot modra pomaranča. Tokratni gost je bil dr. Andrej Lukšič, predavatelj, prevajalec, mentor in aktivist, ki se ukvarja s področjem kritične politične ekologije. Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija je tokrat pripravila že 81. Vanekov večer, na katerem so gostili predavatelja Fakultete za družbene vede Andreja Lukšiča, sicer tudi direktorja Inštituta za ekologijo ter soorganizatorja Mednarodne poletne šole politične ekologije. Tokratni naslov Zemlja je kot modra pomaranča je zagotovo podrezal v radovednost. Okolje na tematski moči pridobiva že več desetletij, a kljub vse večjemu osveščanju ter uvajanju zelenih tehnologij se poseganje v naravo in obremenjevanje okolja ni ustavilo. Pravzaprav naj bi se le še povečalo. Ta protislovna situacija, ki so jo pred nekaj leti v javnosti artikulirali mladi aktivisti, postavlja pred nas vrsto vprašanj, ki so vpeta v trikotnik misel, beseda, delovanje, dejanja. Vse od časov, ko je bilo ugotovljeno, da je Zemlja res okrogla, je prišlo do mnogih globalnih premikov. Ko sem se pogovarjal z ljudmi, Janom Martusom Bertrojem, ki je naredil prvo razstavo o trajnostnem razvoju, promociji trajnostnega razvoja in je potem selil po celi zemeljski krogli, bila je tudi v Ljubljani leta 2005, je rekel, da on kot fotograf je bil tako presunjen, kljub temu, da je verjel, da je Zemlja okrogla, ampak ko je videl, da je okrogla, je to najga naredilo tak fascinanten vtis, da potem ni bilo več mogoče podvomiti. In kot pravi Lukšič, je ravno ta izkustvena povezava z znanostjo tisto, kar ga najbolj angažira. Gost večera je govoril o protislovjih tehnološkega razvoja. Evropska unija si namreč že nekaj časa prizadeva okoljske težave reševati s pomočjo tehnologije, pri čemer se ne zaveda protislovnosti, ki jo le-ta pravzaprav ima. Primer so tudi električni avtomobili ali kisli dež, ki je sežigal gozdove. Kakšna je bila tehnološka rešitev za požiganje teh iglavcev? Povečen, zareče, nacitava z dimnikom. Ker pomeni, mi smo na lokalni ravni stvar rešili, ampak ta je šlo v nekam drugam in je šel na Švedsko. In na Švedskem se je potem to vzpostavilo kot mednarodni okoljski problem.
In tak trend delovanja se na različnih področjih nadaljuje tudi danes. Kar pomeni, bom rekel, da imate vi konflikt med akterji, ki so nosilci različnih diskurzov. Sistemsko zgeneriran, nastavljen konflikt za to, da se nič ne odloči. Znotraj oblikovanja politik je sistemsko stvar komunikacijski proces tako nastavljen, da pride samo do jaz ti bom povedal, kaj je prav, jaz ti bom povedal, kaj je prav, jaz ti bom povedal, kaj je prav, in potem imate nešteto možnih variant, znotraj katerih se politika odloča za odločitev neodločanja. Mura, ki se trenutno nahaja na zimskih pripravah v Turčiji, rezultatsko ne blesti preveč. V 3 odigranih tekmah so doživeli 2 poraza, danes pa so z zadetkom ugnali poljskega nasprotnika, ekipo Rakov. Nova priložnost jih čaka že v petek. Na prvi tekmi v času priprav v Antaliji je morala ekipa črno-belih priznati premoč mostarskemu Veležu, ki je slavil z 1-2. V ponedeljek, ko je bila na vrsti druga od skupno 5 pripravljalnih tekem, so se soboški igralci pomerili z madžarsko Kišvardo, zadnjo uvrščeno ekipo madžarskega prvenstva, in izgubili z 1-3. Vermezovič pravi, da gre za njihovo napako in ne za to, da bi bili nadigrani. Sicer pa jim rezultat niti ni toliko pomemben. Mi se sprejemamo za naše prvenstvo, rezultat možda nije bitan, jaz sem to več rekel. Danes je bil na sporedu obračun s Poljaki. Mura pa je z zadetkom Kotrela v 60. minuti zmagala z 1-0. V 3 pripravljalnih tekmah so soboški igralci prejeli 5 zadetkov, dali 3, že v petek pa bodo dodatni polet iskali proti Galaxiju iz Južnoafriške republike. Preverimo še, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh. Danes je bil v naših krajih pretežno oblačen dan. V Krajinskem parku Goričko smo opoldne namerili 7, Lendavi 6, Radencih 5, v Murski Soboti pa je bilo prav tako 5 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah megleno. Tu in tam lahko pade kakšna kaplja dežja. Dopoldne se bo razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 3, najvišje dnevne od 7 do 14 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale od -1 do 0, podnevi od 13 do 14 stopinj. V petek bo deloma jasno, več oblačnosti bo v severovzhodnih krajih. Zjutraj bo po nižinah nekaj megle. Popoldne se bo od severozahoda postopno pooblačilo. Do sobote zjutraj se bo spet zjasnilo in v soboto bo precej jasno. Temperature v naših krajih bodo zjutraj od -5 do 0, čez dan od 7 do 11 stopinj Celzija. To bi bilo za danes vse. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.